spoštovani udeleženci. V čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim ob tej priložnosti ob izdaji zbornika 60 let ljudskih univerz v Sloveniji. S ponosom predstavljam tudi moji sodelavki, ki mi bodo danes pomagali, da ta zbornik nakratko predstavimo in tudi, kdo smo ljudske univerze, kaj smo delali in kam pravzaprav gremo. Z nami je dr. Miles Ličen, mislim, da je več meni vsi poznate, in dr. Anja Benko, direktorica, dokaj nova direktorica Ljudske univerze Ravne. No, pa jaz sem Bojan Hajdnik, to pa največ. Hvala ti za ta aplauz. Res sem se vedel, pa tam še napad. Ostali pa lahko na koncu. V letošnjem letu Ljudske univerze praznujemo 60-letnico obstoja. Andragoški zavod Maribor pa bo čez 2 leti imel 100 častljivih 100 let. Tako da imamo kar pestro zgodovino za sabo. Ljudske univerze smo bile ustanovljene z namenom, ker je tedanja oblast že leta 1959 spoznala, da brez izobraževanja najširše populacije enostavno ne bo šlo. Ne glede na politični sistem in večjo ali manjšo naklonjenost lokalne in državne oblasti, je temeljno poslanstvo ljudskih univerz skozi čas ostalo nespremenjeno. To je, da posamezniku in skupnosti omogočimo kakovostni dostop do učenja in izobraževanja. Nekaj pa je vseeno potrebno poudariti. Ljudske univerze smo vedno delovali v lokalnem okolju, prepoznavali potrebe le-tega in se vedno znali prilagoditi zahtevam sprememb. Zato vas prosim, da ne vzamete kot samo všečno, ampak Ljudske univerze smo najpomembnejši izobraževalni centri, ker sledimo potrebam ljudi in soustvarjamo lokalno kulturo. Novo vprašanje pa se postavi v spremenjajočem se svetu, v katerem ne moremo na potrebe ljudi odgovarjati s praksami in načini z mišljenjem iz preteklosti. Evropsko združenje za izobraževanje odraslih je v svojem manifestu navedla področja, na katerem ima izobraževanje odraslih pomembno vlogo. In ta področja so zdravje in blagostanje, aktivno državljanstvo in participacija, družbena kohezivnost, zaposlitev in digitalizacija, trajnostni razvoj, demografske spremembe. Na Zlusovi konferenci voditelju prihodnosti je bilo poudarjeno, da je vodenje iz preteklosti potrebno razvijati glede na sodobne značilnosti človeka in odnosov. To velja tudi za celotno izobraževanje odraslih. Spremembe kažejo na to, da nastajajo nova razmerja med delom in izobraževanjem, med generacijami, med človekom in tehnologijo. Izobraževanje ni več le prenos znanja, razvijajo se tako imenovane skupnosti znanja in skupnostne prakse, inovacijski modeli za izobraževanje, ki želimo Ljudske univerze prisluhniti in jih seveda tudi v svojem okolju razvijati. V medijih dnevno beremo o avtomatizaciji, umetni inteligenci, robotizaciji. Na drugi strani pa imamo raziskavo PIAC, ki pokaže, da so odrasli Slovenci pod povprečjem držav v OECD-u besedilnih in matematičnih spretnostih, ter pri reševanju nalog v zahtevnih tehnoloških oziroma digitalnih okoljih. Vsak četrti odrasli v Sloveniji ima manjše besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov in težko razume celo preprosta besedila. Več kot 400 000 odraslih je doseglo komaj spodnji prag spretnosti. Enak delež prebivalcev Slovenije ima težave tudi z matematično pismenostjo. V trenutni evropski perspektivi, v tej, ki trenutno poteka, smo se naučili sodelovati. Tako imamo oblikovane mešane konzorcije. Skupaj sodelujemo z privatnim sektorjem, srednjimi šolami, nevladnimi organizacijami Ljudske univerze. In vsi skupaj, če nas lahko imenujemo izobraževalci, moramo poiskati odgovore na raziskavo PIAC. Začeti je potrebno z animacijo, še posebej za nižje izobražanje, potrebno je razvijati nove programe in nove pristope. Mi kot izobraževalci se moramo ljudem približati in jih animirati. Za tak način dela pa tudi Ljudske univerze znotraj svojih organizacij potrebujejo
Potrebujemo razvojno službo in stabilno okolje. Za zaključek, želimo si postaviti dober dialog z odločevalci, tako na državi kot na lokalni ravni. Pred nami je implementacija javne mreže. Pričakujemo, da bo država za sredstvi dokazala, da podpira izobraževanje odraslih, da bo poskrbela za stabilno javno mrežo in ne samo za golo preživetje ljudskih univerz. Tukaj danes nam je minister obljubil, da je to področje prioritetno in da bo država v to področje vlagala. Jaz mislim, da smo vsi mi kot izobraževalci dolžni, da to besedo držimo. Jaz sem si zapisal kar nekaj stavkov iz njegovega govora in mislim, da v prvi priliki, ko se bomo s ministrom srečali, bomo te poudarke tudi mu kot ogledalo poskušali nastaviti. Pričakujemo tudi od lokalne ravni, da pripravi kvalitetne letne programe, da delovanje oziroma izobraževanje odraslih vključi v strateške dokumente in da enkrat za vselej naredimo korak naprej in financiranje oziroma izgradnje stabilnega okolja umaknemo iz same misli. Da je zbornik nastal, več o zborniku, tam bodo tudi predstavili dr. Nives Ničan in dr. Anja Benko, da je ta zbornik sploh nastal, imajo pa seveda največ zaslug še ne. Najlepša hvala, dr. Nives Ničan, iskrena hvala imenu ljudskih univerz, dr. Anja Benko, iskrena hvala tudi. V zborniku so še zelo pomagali Alenka Držel in Eva Merbolja. Tako da vsem hvala, zbornik, trenutno je ena verzija zunaj pred vrati, tako da si lahko pogledate, je pa sveže natisnjeno, tako da bo ta zbornik potem tudi bo prisoten širši javnosti v kratkem. Tako da hvala lepa, hvala dr. Nives Ničan. Tehnična služba. Hvala lepa, dober dan, vse lepo pozdravljam in najprej bi izrazila veliko hvaležnost, da ste nas študenti povabili k temu raziskovanju, ker smo to prvič doživeli, da so naši študenti, ki so učeči se subjekti tam po 20 letih povabili k temu, da sodelujejo z vrhunskimi praktiki. Tako da res hvala. Drugo, kar smo spoznali pri tem našem skupnem raziskovanju, so izjemni ljudje. Jaz bom tu imenovala Nada, ki je Sižagar. Ko smo bili pri njej na obisku, so naši študentje intervjuje so delali študentje sami, brez mene, in kar ni bilo konca, gremo, Nada, še vedno s to študentko. Skratka, ta doživetja so izjemno pomembna za pretok znanja med mladimi in med vrhunskimi strokovnjaki v praksi. Zdaj, kaj smo v tej knjigi izbrali? Prvo naše spoznanje je, da bi izobraževanje moralo biti na receptu za vse. Namreč ne le mi, ki smo se ukvarjali z iskanjem, spraševanjem, pogovarjanjem, tudi sodobne raziskave kažejo, da je izobraževanje tako zelo pomembna dejavnost za ohranjanje zdravja, za ohranjanje aktivnega državljanstva, za dobro počutje, za osmišljanje življenja, da bi moral biti vsak vključen. In tu se strinjam, Izabela Rossellini se je vpisala v študij o vedenju živali, potem ko se je upokojila kot igralka. Mislim, ne gre samo za to, da se ukvarjamo z izobraževanjem ljudi, ki so nizko pismeni, s temi gotovo najbolj, ampak mi moramo pripravljati programe za vse, za zelo različne ciljne skupine ljudi, in jih nagovarjati na nove inovativne načine. Tudi tu je eno od spoznanj v tej naši monografiji. Naslednje spoznanje je to, da je treba dati prednost človeku pred profitom. Mi zelo hitro zdrknemo, tako enostavno, gladko, v način razmišljanja, da je najbolj pomembna stvar dobiček na tem svetu. Seveda ne moremo živeti brez ekonomskega razvoja, brez denarja in tako naprej.
Ampak kljub vsemu, če ne razmišljamo širše, enostavno postane to mentalna navada. In mentalna navada nas vodi naprej. Mi smo trenutno, človeštvo celo je trenutno na robu, ali bomo šli v neko novo socialno in humano družbo, ali se bo zgodilo kaj drugega. Eden od doktoratov, ki je opisan zdaj na Filozofski fakulteti, je Magna Carta na Marsu. Na prvi pogled se zdi to tako malo čudno, kaj bi se ukvarjali z Magno Carto na Marsu. In vendar je to vprašanje prihodnosti, kako bomo skupaj živeli. In tu imamo vsi, ki delamo na področju izobraževanja odraslih, zelo pomembno vlogo. Na kakšen način bomo razmišljali. In to je tudi bil en velik del tega našega skupnega druženja in iskanja novih odgovorov. Vsi ste že govorili o izzivih, o trajnostnem razvoju, o onesnaževanju, o staranju, o migracijah. To seveda so izzivi. Hkrati pa imamo mi tudi nove raziskave, ki kažejo, da so naši možgani plastični, da se razvijamo lahko do pozne starosti, da so to dejstva, to enostavno drži, ampak če mi z možgani ne delamo, se staramo veliko hitreje. In dr. Kavčič pravi, avtor knjige Umovadba, da vsaka dejavnost je dobra, tudi če rešuješ križanke. In zakaj se ne bi izobraževali? Tu imamo mi zelo, zelo veliko nišo, kjer lahko razvijamo nove programe. Naslednja stvar pri učenju je ta, da se ne poudarja več samo kognitivna inteligentnost in se ne poudarja več samo znanje, kot ga mi poznamo iz študija, ampak se poudarja integrativni model učenja in izobraževanja, ki vključuje modrost, praktično modrost, afektivnost, po domače povedano, vključuje tudi ljubezen in skrbnost. In tudi tega se moramo naučiti. Se pravi, en cel spekter človeškega življenja je še odprt in kako bomo ljudske univerze, kako bomo andragogi, izobraževalci odraslih na to odgovorili. Zato rabimo nove programe. Letos je izšla v Veliki Britaniji drobčken zbornik, nekaj nad 60 strani, z naslovom Izobraževanje odraslih za 21. stoletje. Oni so to publikacijo zelo pričakovali, ker so bili radovedni, kaj bo tako eminentna skupina ljudi napisala v ta zbornik. No, in oni pravijo v tem zborniku, seveda je pomembno izobraževanje za delo, seveda je pomembno izobraževanje skupin, ki so nizko funkcionalno pismene, ampak pomembno je izobraževanje za skupnost, pomembno je izobraževanje za demokracijo, ker demokracije brez izobraževanja ni, in pomembno je izobraževanje za blagostanje, torej po domače za dobro življenje. Izobraževanje je namenjeno temu, da boljše živimo, vsi, ne samo neke posamezne skupine. In to pomeni, da mi potrebujemo zelo močno, zelo kohezivno mrežo izobraževalnih centrov, ljudskih univerz, ki delujejo lokalno in skrbijo za ljudi v tistem svojem okolju. Naslednja stvar, ki jo potrebujemo, je to, da začnemo razmišljati veliko bolj pogumno in veliko bolj radikalno. Zdaj v teoriji se razvija razmislek o tako imenovanem postformalnem izobraževanju. Postformalno izobraževanje pomeni odmik od tega izobraževanja, ki ga poznamo 2000 let. Približno 2000 let poznamo to izobraževanje, kjer nekdo nekaj ve, nekaj zna in potem to prenese v neko skupino, nekemu drugemu, je medij, skratka, imamo mentorja, učitelja ali pa YouTube kanal, karkoli že. Nov način razmišljanja o učenju in izobraževanju v sodobnem času se odpira z nevroznanostjo, z seveda informacijsko revolucijo in tudi z svetovnim jugom. Svetovni jug prinaša zelo veliko ljudi, ki so revni. Kaj se bo s tem zgodilo? Kaj bomo tu naredili? Ne vemo. In zato, ker smo pred tako velikimi vprašanji, moramo seveda misliti v tem trenutku, ampak moramo misliti tudi širše. In tako smo počeli, ko smo to knjigo ustvarjali.
jaz mislim, da kakšnih velikih odgovorov danes ne moremo dati, ker jih nihče nima, ker ne vemo, kam gremo. Zato pa je nujno, da razmišljamo zelo široko. Če uporabim tu oksimoron profesorja Nuča Ordina, ki je rekel, da je najbolj koristna stvar v takih časih je razmišljanje s pomočjo umetnosti, razmišljanje s pomočjo odprtih shem. Se pravi, ko ti priznaš, da ne veš, kam greš in ne veš, kaj boš naredil, moraš iskati v praznem prostoru odgovore. Zato je tudi en naslov oziroma podnaslov v tej knjigi, kakšno bodočnost napoveduje sedanjost. Kaj mi danes mislimo, zato da bomo jutri boljše živeli. In če sklenem to razmišljanje, jaz seveda priporočam, da si preberete, da pogledate, na kakšen način so odrasli ravnateljice ljudskih univerz, direktorice ljudskih univerz razmišljali z našimi študentkami, na kakšen način so nastajala ta sporočila. Ključno sporočilo vsega pa je, da če bomo povezani in če bomo zmožni, da v Sloveniji vzpostavimo izobraževanje odraslih, vsaj na tak način, kot ga priporočajo Britanci, potem smo zmagali. Najprej sem skupaj lep jesenski pozdrav še z moje strani. Pravzaprav bi bil lahko kar pomladanski, glede na to, da zunaj se pripravlja takšni jesensko-pomladanski nevihti, sploh ker so temperature zelo tople. Moj pozdrav je danes že, če sem pravilno računala, četrti, ki prihaja iz Koroške. Saj so bili pred mano na tem govorniškem modru že cenjeni gospa doktorica Renata Salecl, potem gospod minister Jernej Pikalo in pa potem pred mano tule direktorica Ljudske univerze, gospa Brigita Razinger. Zdaj, lahko bi tako rekla, da s prvo gospod Salecl si dejansko delim ljubezen do modrosti. Saj smo obe študirali filozofijo, tako da sem prav uživala v njenem predavanju, ko sem po dolgem času ponovno slišala kakšna znana filozofska imena. Z gospodom ministrom si deliva najin kraj odraščanja, oba prihajava iz Prevalj. Potem z gospod Brigito pa si deliva nekako funkcijo, s katero se povezujeva v lokalnem okolju. Počaščena sem, da sem lahko danes tukaj pred vami, to si štejem v čast in izkoristila oziroma ponujena mi je bila ta priložnost, da sem lahko sodelovala pri nastanku tega zbornika, dejansko kot neka brucka v izobraževanju odraslih, če se lahko tako poimenujem. Vsi sodelujoči smo v ta zbornik vložili res veliko truda, energije in našega časa in ravno to nam je prineslo neka nova vedenja, neka nova spoznanja, tudi z raziskovalnega in andragoškega vidika, tako da hvala vsem, da ste me v to zadevo tudi vključili. Ker pa seveda ne morem iz svoje kože, ker sem tisto polovico od filozofinje, sem pa jezikoslovka, bi vam pričela tole mojo kratko predstavitev zbornika z zgodbo, kdo se še boji volkov, pa me mogoče samo v prvi vrsti zanima, kdo že pozna to knjigo. Ne? O, super, jaz mislila, da se bo dvignalo ogromno rok. Podala vam zgolj njeno kratko vsebino, ki jo lahko zelo dobro preslikamo na izobraževanje odraslih. Gre pa za nekakšno takšno pripoved v obliki pravljice. Na čudovitem zelenem pašniku je živela čreda ovac. Živele so mirno, a neprestano je v zraku visela neka senca strahu, da bo kakšno ovco požaril volk. In jo je res. Druga za drugo so izginjale, četudi je bil pašnik obkrožen z ostro bodičasto žico. Ovce so to seveda molče spremljale. Dejansko je bilo to za njih življenjsko dejstvo. Ovcam ni bilo lahko živeti v tej nenehni negotovosti. In tako je bilo od vekomaj, dokler ni prišla ovca z imenom Oto. Oto je sanjal, da bo prišel dan, ko nobena ovca več ne bo umrla pod volčjimi čikani. Ostale ovce so se te njegove ideje zelo smejale. A Oto je bil prepričan, da ta mit, da se volkov ne da ustaviti, ne drži. Ostale so trdile, da je to nemogoče, da se volkovi namreč zelo hitro učijo, saj se jih ne zadrži niti ograda okoli pašnika. Oto pa jih je prepričeval, da morajo se tudi ovce pričeti učiti, da morajo postati učeča se čreda.
in da se morajo pričeti hitreje učiti kot volkovi, oziroma da bi moralo to postati dejansko njihovo vsakdanje oziroma najpomembnejša čredna dejavnost. Na to je prišla ovca Podravka na idejo, da bi volkovi mogoče kakšno ovco težje ulovili, če bi po noči vse ovce spale na kupu, v krogu. In če tudi se je Oto to zdaj nek nazadnjaški pristop v učenju, je čutil olajšanje, da so se ovce vse enkrat poenotile in pričele razmišljati. In v znak njihove prizadevnosti se je odločil, da bo on, medtem ko bo ta čreda spala, ostal buden in stražil. Naslednjega dne Ota zjutraj ni bilo več, požrl ga je volk. Ostale ovce je njegovo izginotje potrlo do tal, bile so nesrečne, saj jim je Oto odprl oči in dejansko pokazal vizijo lepšega jutri. Po premišljevanju so postale čimerne in so krivdo za neljubi dogodek zvalile na volke. Ponovno so pričele razmišljati, tako kot že prej Oto, kako bi se teh volkov znebile in jih ustavile. Ugotovile so, da k njim ne pridejo ti vsako noč in začele so se spraševati, kaj jih pri tem zaustavlja. Pametna ovca Modrijanka je spoznala, da ni dovolj spremeniti tega, kako počnemo stvari, da na primer spijo v krogu, temveč da morajo spremeniti tudi to, kako stvari vidijo in kako razmišljajo. In ovce so se torej morale naučiti, kako se drugače učiti. Da pa bi to lahko storile, so morale razmisliti o 3 nujnih stvareh. Najprej so si morale pred oči znova priklicati Otovo vizijo, da bo nekoč prišel dan, ko ne bo nobena ovca več umrla. In če bodo imele to pred očmi, bodo vedele, kako ne ukrepajo. Drugič, razmisliti so morale o svojih prepričanjih, saj vse odločitve sprejemamo na podlagi njih. Vprašale so se, kaj pa, če temu ni tako in bi morale gledati širše. In nenazadnje tretjič, ovce so pričele razmišljati o tem, kako naj drugače počnejo stvari. Kaj lahko storijo, da bodo zaustavile volkove? Kako je sploh biti volk? O volkovih so želele izvedeti čim več in to znanje podeliti celi čredi. Ovce so se razkropile, vsaka zase razmišljale in tako naprej in na koncu je to iskanje odgovorov obrodilo sadove. Ovca Podravka je prišla do spoznanja, da volkovi pa mogoče vendarle ne preskakujejo ograje, saj je ta kar zelo visoka. So ostalo čredo je po skupnem sestanku pripeljala do kraja, kjer je pod ograjo tekel potok. Na mesto, kjer je ograja prečila ta potok, so tik nad vodno gladino zagledali kos ovčje volne, ki je bil ujet v žico. Ostale so hitro ugotovile, kam pa staco moli. Volkovi ne skačajo čez ograjo, ampak prihajajo pod njo. In ko je suša, se voda spusti in pridejo spodaj. Ko pa je dež, je vode preveč in pod ograjo ni prostora, da bi volki zlezli spodaj. Ob tem spoznanju so ovce sklepale, da volkovi ne znajo plavati in to jih je napeljalo na sklep, da volkovi sploh niso tako zelo bistri, kot so sprva mislile. A vseeno so naletele še na eno težavo. Niso mogli vplivati na to, kdaj ne dežuje in kdaj ne sije sonce in zato so bile spet prepuščene volkovov. Zato je ena pametna ovca ugotovila, da so se spet osredotočile na napačen problem in da zaradi tega ne vidijo rešitve. Vrgla se je na vse 4 in začela s kopitom kopati jare po zemlji v ogradi. Začel je nastajati majhen ribnik. Od takrat naprej volkov ni bilo več in ovce niso več izginjali. Strah je izginil. Ovce so tako s tem nastankom ribnika postale vse učeča se čreda. Zdaj, kakšno je bistvo te zgodbe? Predstavljena zgodba dejansko temelji na modelu učečih se organizacij, ki ga vidite tudi tu. Lahko bi jo preslikali tudi na področje ljudskih univerz, ki skrbimo za to, da je naša družba izobražena, da bodo ljudje v lokalnih okoljih vključeni v izobraževalni proces. In če zgodbo o ovcah, ki sem vam je danes predstavila, oklestimo njene vsebine, lahko v ozadju najdemo model, ki je prikazan na drsnici in ki opredeljuje 3 osnovna področja, ki sprožajo organizacijsko učenje. To so posledice, področje dejanj in področje sprememb. Zdaj, v vsakem teh, lahko bi rekli, da so to nekakšni zobniki, ki se vrtijo v isto smer in v vsakem od teh zobnikov smo danes že nekaj slišali. Moja naloga danes pa ni tu, da vam govorim nekakšne pravljice, ampak da iz te pravljice potegnemo tudi nekakšen nauk. In to področje v knjigi, ki ga danes predstavljam, je predstavljeno pod naslovom Ljudska univerza kot mreža inovativnih praks. Zdaj, področje posledic odgovarja na vprašanja, zakaj se truditi, kakšne rezultate želimo ustvariti in kaj želimo doseči. O tem sta moja predhodnika že govorila, pa se tukaj ne bi ponavljala, saj vsi vemo, za koga se trudimo, trudimo se za vsakega posameznika posebej, ampak ne smemo se truditi tako, da bi med temi ovcami, ker je pač glavna tema bodo danes ovce,
ampak to implicirate, a ne potem na vsakega posameznika, da bi bila ta ločnica med posamezniki in družbo tako ravno začrtana, ampak da bi bil tukaj vmes plus. Oziroma, da bi se vsi skupaj združili. Ločnico med individuom in skupnostjo moramo zabrisati. Področje dejanj, ki je bil tisti drugi zobnik, če si ga predstavljate, odgovarja na vprašanje, kaj delamo, kaj počnemo, kaj naredimo, kaj ustvarimo Ljudske univerze v Sloveniji, da bi dosegle te željene rezultate. Gre torej za to, s čimer se vsakodnevno ukvarjamo. In te zgodbe o zborniku, naslove teh zgodb vidite na drsnici, govorijo o različnih praksah, naš cilj pa je bil, da prikažemo ravno to raznolikost, kakor je razvidno iz teh naslovov. Zdaj, posameznega prispevka tukaj ne bom predstavljala, ker mislim, da počas potem doma v priliki, da si to sami priberete. Področje sprememb pa lahko opredelimo dejansko s vprašanjem, kako naj ljudske univerze sledimo svojim ciljem, da bomo okrepile vseh posameznikov. Gre torej za neko trajno preobrazbo posameznika, a ne le posameznika, temveč posledično tudi družbe. Zdaj, samo učenje in izobraževanje ni nek enodnevni proces, ni proces, ki bi ga iz danes na jutri pozabili. Ko se odločimo zanj, se dejansko podamo na pot, ki nima konca. In kako vemo, da se ljudje izobražujemo? Laično bi lahko rekli, da se učimo oziroma izobražujemo takrat, kadar počnemo stvari, ki jih prej nismo zmogli. In v zgodbi o ovcah je dober primer tega izobraževanja tista ovca, če se spomnite, ko je začela kopati ribnik. Saj je neko naučeno znanje, kako kopati kamenje, potem kasneje uporabila pri gradnji jezu in pomagala ustvariti, da so ovce zaživele v mirni čredi. Potem spraševati se moramo o stvarih, ki se drugim morda zdijo samoumevne. In nova spoznanja moramo vedno voditi k novim prepričanjem, tako kot so ovce na koncu prišle do kognitivnega spoznanja, da mogoče volkovi pa le na vse zadnje niso tako zelo bistri in da jih je mogoče zaustaviti. In če torej spremenimo način gledanja na svet, se spremeni tudi svet sam. Zgodba o ovcah je torej prispodoba, ki prikazuje resnično moč, ki jo lahko izkoristijo organizacije, v katerih posameznike nenehno rastemo, se izobražujemo in se učimo. In Ljudske univerze smo zagotovo takšne organizacije. Pri razvoju posameznih programov pa moramo v prihodnosti imeti vsakega posameznika in vsako skupino posebej. Tukaj nismo zgolj zato, da opravimo naše delo. Naše delo je dejansko naše poslanstvo. Skupaj z drugimi moramo deliti naše cilje in delovati v smeri, da jih dosežemo. Izobraževanje oziroma tudi učenje bi lahko po mojem mnenju enačili s simbolom neskončnosti. To je proces, ki se nikoli ne konča. Ovce so ustvarjale seveda te pogoje za mirno in uspešno življenje, katerega središče je postal biser oziroma ribnik sredi pašnika. Na nas, tako na Ljudskih univerzah, kot na vsakemu posamezniku, ki je danes tukaj v dvorani, pa je, da ustvarimo pogoje za izobraževanje, ki bo pravično, vključujoče, vendar ne samo na ravni države, na ravni evropske politike, gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in tako naprej, temveč na ravni vsakega individuma, ki prebiva v Sloveniji, v mikrokozmosu vsakega posameznika. In Ljudske univerze resnično soustvarjamo družbo znanja, kakršen je tudi naslov tega našega zbornika, in jo želimo narediti še boljšo. In k temu smo strmeli 60 let nazaj in k temu bomo dajali cilj tudi v prihodnje. In če se samo zaključim, ko smo 30. septembra na Ljudski univerzi Ravne praznovali 60-letnico delovanja, je bila moja glavna misel tale, da izobraževanje ni dar posameznika, temveč je zgolj njegova moč, in sicer moč vztrajanja in discipline, moč radovednosti, moč iskanja novih informacij in moč notranjega vzgiba. Danes, po predavanju gospe Renate Salecl, pa se mi je utrnila misel, ki bi bila mogoče primernejša za ta trenutek, ko sem tukaj pred vami, in sicer René Descartes je rekel, mislim, torej sem. Mi pa bi lahko rekli, izobražujemo, torej smo. Hvala.